Čakajo še nove informacije z Nazarjeve. A na Nazarjevi, na Nazarjevi se nahaja naš Luka, ki je šel raziskovati kaj svežega tam. In poznam eno trgovinico, kjer imajo veliko svežega sadja, sveže zelenjave, stisnjene sokove in še marsikaj drugega. Kaj točno pa nam bo povedal Luka, ki se nam bo sedaj javljal direkt iz Nazarjeve. Luka, živjo! Lepo pozdravljeni, a se slišimo? Seveda se slišimo, vidimo. Pozdravljen, Rok. Ja, živjo, vidim. Tukaj sem na Nazarjevi, kajti Ljubljanska tržnica ni edini prostor tukaj v centru Ljubljane, kjer lahko dobimo svežo, domačo, lokalno zelenjavo in sadje in še druge dobrote, kajti sem v prodajalni sadja in zelenjave tukaj na Nazarjevi z gospo Gordano. Gordana, lepo pozdravljena. Lep pozdrav, dobrodošli. Kako, a te motim zdaj zjutraj, imaš že kakšno stranko, moraš še koga postrežiti? Ja, imam, gospa je prišla, ja. No, pol pa mogoče, če kar gospo najprej postrežeš, da ne bomo časa kradali. Dober dan. Jaz bi pa ene vaše domače jagode, ker so res take sladke, sočne. Ja. Otroci doma navdušeni. Ja, lepo. A pogosto kupujete tukaj, gospa? Vsakodnevno, ker ima najboljšo sadje in zelenjavo. Imenitno, ne. Sladko pa priročno tukaj v centru, kaj ne? Ja. Res je. In ta ulica mi je najbolj všeč ravno zaradi tega, ker ni prevelike gužve, pa dobiš vse v tej ulici. Tako, na Nazarjevi se vse najde, marsikaj tukaj je pestra ponudba. Dini, 2 banane še. Aha, še 2 banani, danes je tak dan, da se rab mečken vitaminov nabrati, kaj ne? Energije predvsem. Za zjutraj. Še kaj morda? Šparglje imam tudi sveže, morda če bi šparglje. Špargli, to je sezona. Ja, idem jutr, da bom še 2 limonci vzela. Aha, pa še 2 limonci, ne, saj se vidi, tukaj se na veliko kupuje. Še kaj morda? Danes se bo čajček tu, ker je hladno. Ja, res je. To bo vse. 5,42. Bliža 8, vredno, ja. Zdaj se moram kar počakati. Kaj ti stranke so tukaj najbolj pomembne. Hvala lepa vam. Lep dan, se vidimo jutri. Lep danes videnje. Srečno, živeli. Ja, to so stalne stranke, Tako. ki so res zlata vredna in ki sem jih vedno vesela. Stalne stranke so vredne za ta. Gordana, povej mi, koliko časa ti že tukaj prodajaš svežo zelenjavo, sveže sadje, tudi druge dobrote. Vidim, da imaš veliko domačih dobrot, od sokov, kisel, tudi kakšna bolj plemenita kapljica, se najde testenine. Kako dolgo si že tukaj? Ja, pravzaprav jaz sem tle v Nazarjevi od leta 90. Že od leta 90? Ja, tako, ja. In prav tukaj v tej trgovinici. Se je v tem času veliko spremenilo? Ja, se je spremenilo, v bistvu, kaj s tem, ulica je... Doživela veliko sprememb. Ja, tudi, ja. Zdaj se malo v bistvu, zdaj imamo tole gradbišče, ker se bo naredila nova hiša, ne, pa bo, v bistvu ulica bo dokončana. Drugače pa, kar se tiče stranke, imam še vedno, bom rekla, izpred 30 let, samo da so zdaj recimo toliko starejše in imam tudi, jim nudim dostavo tem mojim strankam. Aha, dostavo nudiš še kakšne druge mogoče ugodnosti za upokojence tukaj pri tebi? Ja, res je. Imam vsako sredo 10% popust za upokojence. To je pa tako, kot v teh velikih trgovinah, Madonna. Ja, mogoče, ampak se kar odzovejo radi. In se je v tem času tudi kaj povpraševanje spremenilo? Zdaj, a si imela že 30 let nazaj tudi mango teže? Ne. Pač takrat ne, ni bilo tega, zdaj je dosti, bom rekla, ponudbe tega južnega in tropskega sadja, mango recimo, ekstra mango, ekstra avokado, ananas morda za avionski prevoz in so stranke v bistvu so kar dosti navajene, tako da posežejo po teh tropskih sadežih. No, to tropsko sadje seveda ne more priti od nas, ker tukaj pri nas ne uspeva. Odkot pa drugače zalagaš svojo trgovino? Ja, veliko, v glavnem zalagam z raznih slovenskih kmetij. V bistvu veliko krat sama, največkrat sama grem iskat, ne. Drugače mi pa tudi pripeljajo recimo razno zelenjavo. Zdaj recimo sadje, prvo sadje so domače jagode, prva zelenjava so domači šparglji.
Potem se pa nadaljuje. Recimo tudi zdaj se je pojavila solata, mlada čebula, pa take. Tudi nekaj zelenjave dobimo iz Hrvaške, ker v bistvu tam nekje že februarja se začne zelenjava iz Hrvaške. To je malo bolj toplo, a ne? Ja, ker vseeno v Dalmaciji imajo pač tako klimo, ne. Potem pa se naprej nadaljuje z Goriški brt, kaj ste, čakamo prve češnje. Češnje, da bo. Ja, čakamo prve češnje, upam, da jih bo. In tako naprej, do pozne jeseni, do kivija pa kakija, ne. Tako. Ja. In drugače si tukaj vsak dan? Ja, res je, vsak dan. Tudi v nedeljah? Ne, pravzaprav ne. Vsak delovni? Vsak delovni dan, ja. Nedelje imamo pa zaprte in to v bistvu z veseljem pride, ker mi moje stranke v bistvu so mi največje zadovoljstvo. Zadovoljstvo. Res, ja. Praviš, veliko stalnih strank in Ja. ali stranke zelo sezonsko nakupujejo? Ja, moram reči, da ja. Ja. Pač zdaj, Čemu te recimo zdajle najbolj sprašujejo? Zdaj, ko so se pojavile jagode, so jagode v bistvu, bom rekla, ta atrakcija hip, ne? Ker so komi čakalne, ker celo zimo smo pač jedli, ne vem, pomaranče, jabolka, ne? In zdaj segajo po nekem svežem, a ne? Recimo, ne? Ali pa recimo domači šparglji, a ne? Ki jih lahko narediš na tisoče načinov, ne? Tako da, ja. Kaj recimo pa moramo gledati pri jagodah, ne? Tlele so jagode, kako Ja. spoznamo dobro jagodo, ne? Jagoda v bistvu mora biti rdeča, jagoda mora biti, da je sladka, mora biti zrela. Ja. To že po vonju ti vidiš? Tudi po aromi, tako ja. Ojoj, Ja, stranke. dober dan, živeli. V glavnem mora biti rdeča jagoda, da je sladka, ja, tako, ja. Tako, ti bom pa jaz prepustil. Ja. Se malo mi povejte tekst, se malo sem že snemala. Ne. Se malo mi povejte, kaj je. Tukaj je zdaj že delamo. Kaj boste pa vi kupila, gospa? Ja, a boš jagode? Štajerska? Ja, lahko. Jagode? Bi lahko jele jagode. Ja. Kakšne pa so domače? Ja, domače jagode so, ja. Kje pa so? Jagode so kmetija Krošelj. Ja, kmetija Krošelj, ja. Tudi lepe izgledajo. So, jagode so odlične, ja. Kakšne pa so za sladke? So. So Ja. bolj zgodnja, ne? Ja, prve domače jagode. Ja, absolutno, ja. A bi še kaj danes morda? Kako lepo diši. Ja, res je. Potem pa bi, gospa, vidim, da imate že špargelčke. Ja, damo en šopek. Aha, prosim, lepo. A to so, Lahko. iz kje pa so to? Šparni so kmetija Žgur pod Nanos. Aha, pravi primorski torej. Ja, res je. Kako pa vi najraje špargle pripravite? Jaz najraje pripravljam šparglje tako, da jih naredim na maščobo, potem malo čebule narežem, pa dodam mogoče malo domače slanine, malo pršutka, potem pa se to lepo sesekljam in dam v ponev, potem pa zalijem z jajčkom. Z jajčkom, to se sliši pa zelo, taka fritata. Ja, kot fritata, tako je, kot primorska fritata. Primorska fritata, imeniten recept sem jaz. Pa tole, spodnji del je pa fino, da skuhaš, nasesekljaš, skuhaš, potem pa z mešalcem zmiksaš in imaš že juhico. Za juhico, a ne? Potem daš pa še pripečen zgor. Ali pa je hrustljavo lepo, Pa a je ne? lepo hrustljavo. Ko pa še malo parmezana in je odlična juha. Imamo predjed in glavno jed. Tako jaz rada pri gospe kupujem, kam vse domače, poreklo domače, pa še- sem zadovoljna. Pa še prijazna je gospa Gordana. To pa itak tako, zelo prijazna, nikoli nič ni težko, pa še nekaj bi gospa Gordana. Ja. A imate tisti merlot, ki ga jaz vedno kupujem, teran? Ja, res je. No, Ja. to sem pa pozabila, to gre za šparglom, a ne? Ja. A ja, za špardon zraven, tako ne? Krasen domači, Res je dober, ja, res je dobra kvaliteta. Ja. teran, Ja. kvaliteten, tega tudi vedno vzamemo. Tako, ne, kozarček za zdravje, kot pravijo zdravniki. Še kaj morda? Joj, če šparglje delam, pa jajčkom še malo premalo doma. Ja. Ene troje, bi pa prosila še ene te domače. Jajčka, takoj. To so domače, ta odokčina. Ja, Jajčka. Res je. Takole, gospa Gordana bo kar postregla stranke, mi pa na hitro v oglase in se zopet vidimo po oglasih tukajle na Nazarjevi ulici, ker je vedno vse domače in sveže. Se gledamo.
Dobrodošli nazaj, tukaj le sem na Nazarjevi pri svežem sadju in zelenjavi v trgovini gospe Gordane Majnik, ki skrbi, da tukaj le prebivalci centra ne ostanejo brez vitaminov in mineralov. Takole ravno se gospa poslavlja s svojimi špargli, prišla je pa tudi čisto sveža pošiljka jagod. A jagode pridejo vsak dan, Gordana? Ja, res je. Jagode dobim vsak dan sveže, tako da v bistvu prodajam sveže robo. Tako, tukaj samo sveža roba, Ja, ne? hvala, Tukaj ni hvala. nič zamrznjeno. Lepa hvala. Se vidimo. Tako. Ja, hvala. Gordana, pa jaz sem opazil, da tukaj Ja. imaš ti tudi sokove, kise, Ja, res je, najrazličnejše stvari. In Sem to prav pa napisala dobrote naše metke, a ne? dobrote naše metke. Ja. Kdo pa je naša metka? Bomo... Metka je ena punca iz Vipave oziroma iz Dornberka, ki izdeluje ene res pozdravljeni. Dobar dan, pozdravljeni. Še so stranke. Ja, novo zalogo. Gordana, ti bom jaz kar prepustil Ja. gospoda. Povejte, gospod Marko, povejte. Pomaranče, kot običajno. Ja. Polno vrečo? Polno vrečo. Takoj, takoj. Takoj. Jagode smo dobili sveže. Moram kaj videti. Ja. Gospod, a vi tudi redno kupujete tukaj pri gospe Gordani? Vedno. Kaj pa najraje kupite takole za vsak dan? Sadje. 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 Pa tudi kaj drugega, sokove. Podobno. Ko vidim, da ste še zelo v formi, zelo fit, nekjerga sadja pa največ pojeste. Imate kakšen nasvet za nas, da bom tudi jaz še tako vitalen? Sadje je vse v redu, ne? Pomaranče, jagode, karkoli hočete, hruške. Pa to najraje sveže ali si tudi kaj spečete, skuhate kaj iz tega? Dobro, večino sadja pojemo svežega, ne? To je take najboljši, ne? Pa ja, dobro, iz kakšnih jabolk, pa recimo kakšna pečena jabolka, podobno. Tudi to pride v poštev. Vas gospa Gordana pokliče, kdaj reče, imam novo svežo pošiljko, pridite hiter. Tudi pove, ne, sej drugače pa ne bi sem hodil, če ne bi tako prijazni v gostitelji, da tako rečem, in prodajalci. To je vse za gospoda Gordana. Ja, veste, kaj dosti nas je. To je pa veliko Vedno. To je pa velik pomaranč. A to boste pojedali ali tudi kakšno stisnete? Sok. Za sok? Sok delamo, drugačih ne bi toliko, sok pa gre. Sok iz rdečih pomaranč. Namreč rdeče pomaranče so zelo, zelo zdrave. A ne, gospod Ja, Marko? antioksidanti in res. Ja, Anti. res je. Ja. gre zraven. Antioksidanti, vitamini, vse, kar gre zraven. Še kakšen sirup ste že spili? Imate še? Manj, kaj pa imate novega? Sirupe imam pa, se pravi, vrtnica. Vrtnica? Najbolj sivka pa rega. Ne, to me počakal bom na Sivka. sadje. Ja, sadje. prav. Malo kasneje, ja. Dajte mi še ne jagode. Ja, tele so čisto sveže. Tele so čisto sveže. Ja, res je. Jih je ravno kar prinesel. Izvlečem. Ven, evo. Jagode danes Še daleč. Jaz bi tudi jagode zdaj jedel. Ja. Tako, morda. te so zdaj tako sladke, da sploh ni treba nič sladkorja zraven dati. Ja, te so sveže, ja. 20,82 €. Do, A bo šlo gor na vrh morda? kar na vrh, ja. Ja. Tako, ker pri jagodah je pa treba paziti, da se ne poškodujejo. Ja, ker je hitro pokvarljivo blago. Pa najbolj jih, Kaj, če bi marmelado prinesel domov. ne, pa ne bi bili zadovoljni doma. Ne. 20,82 €, takole. Evo, jaz sem cepljen, lahko varno hodim okoli. Imenitno tudi na morje greste lahko. Upajmo, ne, Ja. da bomo Tako. to še... Prav lepa hvala. Hvala vam. Lepo bodite in bodite zdrav. Pa se vidimo. Ja. Nasvidenje, pa dober tek. Hvala, Marko. Ja, vidim pa vsi, ki pri tebi kupujejo, so tako zdravi, polni energije, dobre volje. Ja. To so v bistvu res moje zlate stalne stranke. Da je to tudi tebi za nos? Ja. Ne, takole to- potem ti polepša dan, dobra energija. Ja, res je. V bistvu mi dajo te moje stranke, mi dajo nekako potrdilo, da
da imam dobre stvari, pa da so zelo zadovoljni, ker za me pa res največji, mislim, zadovoljstvo strank mi je tisto, kar šteje nekje, veste, da se stranke vračajo, ne. Gordana, prej si gospoda spraševala, če bo še kakšen sirup. In so zelo taki okusi, si bili, kaj si rekla, vrtnico, da imaš? Vrtnica, to je vse v bistvu narejeno po naravni metodi, vse. Vrtnica, potem sivka, žajbelj, sirup iz regratovih cvetov. To so tudi sezonski sirupi. Ja, potem dobim sadne sirupe. Zdaj bodo pa sadni začeli prihajati. Ja, tako. Sokove, marmelade. Ta Metka dela iz Dornberga, res dela res dobre naravne stvari, tako da je to že preizkušeno in ji zaupamo in ji tudi stranke zaupajo. Potem imam recimo sok iz kivija, to je kmetija Črv iz Ajdovščine. Iz Ajdovščine, pa sok iz kivija. To pa res gleda kakor flaša polna kivijev. Ja, zelo osvežilen je, ker kivi ima izredno veliko C vitamina in je zelo, zelo osvežilen. Sok rdeče pese, to je pa recimo marmelada kmetija Mavrič iz Goriški Brd, a ne? Vidim, da tele imajo ena sladka štorija. Ja, res je štorija, ja. Ekstra domača marmelada iz češenj. Češnja, zdaj bodo pa tudi sveže češnje, pa če jih bo veliko, jih bomo lahko spremenili v marmelado. Če imate doma preveč sadja, ga je dobro spremeniti v marmelado. Ti kaj pa? Zdaj je bila zima, pa so ljudje verjetno bolj tele gomolno zelenjavo kupovali pa take stvari. Ampak zdaj je pa pomlad in katero solato, na primer, najraje kupujejo? Zdaj recimo ne veličali, mislim, celo zimo smo prodajali in so kupovali regra, radič, endivijo solato, kislo zelje. Zdaj pa bolj segajo, seveda, ker je prišla pač domača kristalka, zelo radi segajo po kristalke, kakšne redkvice recimo, a ne, mlad korenje se je pojavil, mlada čebula, a ne, in ta sveža zelenjava recimo, ki v bistvu osveži, a ne. Videl sem tamle, da imaš na vratih, imaš tudi nalepljeno tvojo telefonsko številko in da lahko ljudje že vnaprej naročijo, da jih paketek čaka. Ali si imela tudi kakšne dostave zdaj mogoče v času korona? Ja, seveda, zdaj, ko se pojavlja ta korona, žal ne, imam pravzaprav ogromno svojih strank, ki so zdaj že kar malo v letih, bom rekla, ne, in tudi za tiste, ki niso, ne, če pač ne more prideti, ne, sem dala možnost, sem dala tudi vizitke, a ne, in strankam zelo pač z veseljem pripeljem domov, imam dostavo, ne, tako da mi stranka samo naroči, mogoče en dan prej, mogoče včasih tudi isti dan, ne, in z veseljem pripeljem, tako da mi ni nič težko, ni nobena težava. Pa so ljudje naročali kaj več? Sadja, pa teh zelenjav, antioksidantov, vitaminov, zdaj, ko so taki časi, pa nas morda malce bolj skrbi za naš imunski sistem. Ja, res je, ogromno so naročali, predvsem recimo pomaranče, limone, granivke, sokove, tudi kakšen teran v bistvu za moč, ne. Suho sadje, veliko segajo po suhem sadju, recimo, ker suho sadje ima veliko železa, a ne, ja. Moram reči, da so naročali, ne, in da so, imam v bistvu, bom rekla, skoraj vsakodnevno dostavo za ljudi. Vsakodnevno dostavo za ljudi? Se pravi, začneš pa zdajle ob 9 odpiraš ponavadi? Ja, pravzaprav, malo sem premaknila čas. Pred časom sem imela trgovino odprto ob 8, zdaj sem pa začela ob 9, ker malo pozneje se začne v mestu te nakupi. Ta vrvež. Ja, zato mi imamo tole našo ulico dostavno, veliko je dostave, veliko je kombijev, ne, in potem se ljudje v bistvu malo izogibajo, potem začnejo po 9 uri tam v bistvu prihajati po prave nakupe, ne, tako da ob 9 odpiram, ne. Pa si se lahko ti temu prilagodila. Veš kaj, Gordana? Kaj pa, če ti dam jaz zdaj mikrofon, pa greva še za zadnje 2 minutke, malo okrog po trgovini, mogoče še da zunaj lahko pokaže. Lahko? A jaz ne vzamem mikrofon? Mikrofon pa ti kar povej, kaj se vse dogaja, kaj vse imamo. Jaz bom pa kamero vzel. O, Marija, ja.
rada ponudila tudi svojim strankam, recimo tisti, ki imajo kakšen vrtiček ali pa kakšno njivo, da imam zelo, zelo dober in Semenski fižol. semenski fižol, to je stara znamka, recimo ta, ki imenujejo laščan ali pa turk, a ne? To je zelo, zelo fajn fižol, sveže luščana zrna recimo ali pa suha zrna. Ta črna zrna fižola je pa seme zelenega stočega fižola maslenca in odličen je, odličen. To je ta ploščat. Ja, res je, ploščat in to je kmetija Stane Kocjan, Črna vas pri Igu. In potem v sezoni, celo sezono prodajam ta fižol maslenca, ne, od te kmetije, ne. Izraste iz tehle. Ja, oni se s tem ukvarjajo in so moje stranke zelo zadovoljne. Potem je tle mlada čebula, kmetija Zevnik Marko, jagode kmetija Krošelj, šparglji recimo kmetija Žgur Podnanos. Tako da vse izredno blizu. Ja. Kar se le da. Radič, kmetija Perko Dobrunje, sveži kalčki. To je zelo fajn je te kalčke pojesti, ne? Ker tole je pač pravzaprav čist... Tudi za okras so lepi. Tudi za okras ali pa razne, lahko damo gor na juhco, lahko damo kakšne sendviče, v smutije, namazan ržen kruh, recimo, če namažemo s kakšno skuto, pa damo malo kalčkov, je zelo, zelo fajn. Ja. Od koga imaš pa jajca? Jajca imam iz dve kmetiji. Kmetija Zavrl, Medno, pa kmetija Mateja Hčin, Vodice pa Čvarno Goro. In so tedensko sveža jajca, tako da so stranke zelo zadovoljne. Ja. Zdaj pa že malo dežuje gor, da je še notri pokušati. Ja, lahko. Da ne še več fižola videti. Ja, tukaj imam pa še en rjav fižol, češnjevec, ki se tudi zelo, zelo dobro obnese, hitro se skuha, enakomerno. Potem imam kislo zelje, kmetija Šipec Franc, Cerklje na Gorenjskem. Gordana, vidim, da tukaj pri tebi ni, da ni. Tukaj se pa res vse sveže in kar potrebujemo dobi. Jaz te bi zahvalil za tvoj čas. Ti pa lahko zdaj še na konec povabiš vse v tvojo lepo trgovino na Nazarjevi, poveš oglase, pa rečeš, se gledamo na Ljubljani. Ja. Jaz bi vljudno povabila tudi tiste stranke, ki še v bistvu niso moji kupci, vljudno vabljeni. Vsakodnevno imamo pač vsak dan svežo založeno trgovino, sveže sadje, zelenjavo, sokove. Tudi če kaj nimamo, se bom potrudila, da v bistvu dobim za stranko, tako da vljudno vabljeni, ne bo vam žal. Najlepša hvala, da si mi dala tale intervju. Jaz bom definitivno še hodil v tvojo trgovino, vse, kar je dobro in sveže. Vi nas pa še naprej glejte, mi gremo v oglase, potem pa nazaj do Roka v studio. Se gledamo, vi pa do Gordane Majnik, pa vso zelenjavo in sadje. Gordana, hvala. Hvala lepa vam. Hvala.